Slavna poglavja zgodovine odpirajo poglavja zgodovine, ki so sicer vsem nam znane. Se pravi, to gre prvo poglavje prehod Hannibala čez Alpe s sloni, konča se z 11. septembrom leta 2001. Se pravi, to so res tisti veliki, mogoče ne najbolj prelomni, ampak najbolj znani dogodki svetovne zgodovine, ki so že sami po sebi tako dovolj interesantni, da pritegnejo široko publiko. Obenem mislimo, da o teh stvarih že vse vemo, je pa ta zgodovinar Joseph Cummins v bistvu na zelo novih raziskavah, na zelo novih dejstvih ponovno zapisal te dogodke. Ampak napisal jih je pa na zelo poseben način. To ni neka faktografska knjiga, kjer bi pač naštevali letnice pa imena generalov in tako naprej. Gre za to, da je vse te dogodke opisal kot zgodbe, kot zelo napete zgodbe, ki jih v bistvu si še pisatelj ne bi pač mogel spomniti tako dramatičnih in tako zanimivih dogodkov, kot so pač te slavni zgodovinski dogodki. Predvsej se ukvarjal tudi s temi čist psihološkimi portreti posameznih nosilcev teh zgodb. Velikokrat so seveda tukaj Hannibal, potem je Julij Cezar, potem je Napoleon in tako naprej. Se pravi, da je poskušal pokazati tudi, iz kakšnega zornega kota so te velikane zgodovine pač gledali na posamezne dogodke, zakaj so se odločali, kot so se in tako naprej. Se pravi, za temi zgodbami, ki so berljive za vsakega srednješolca, maldane otroka, je tukaj ogromno nekega zgodovinskega dela, so čist nova dejstva utemeljena na čist novih raziskavah, tako da je ta knjiga obenem vir informacij, po drugi strani pa knjiga za populariziranje zgodovine. Se pravi, da pač tudi tisti, ki mislijo, da ne marajo zgodovine, se jo z največjim veseljem preberejo, za ljubitelje pa sploh.